Sijol, vesolje veselja. Telekom Slovenije. Vesolje veselja je bil en tak zelo integriran projekt. Ključni izziv tega projekta je bil to, da smo imeli izredno kratko časovno obdobje. Osnovni namen je bil pretopiti to krovno pozicijo oziroma neko krovno besedenje vesolje veselja v konkretno izkušnjo za potrošnike. Eno, da pač pripravimo klasično kampanjo z ultimativnim televizijskim spotom, ki bo zagotovil to izkustvo, ali pa spet spremenimo ta budžet v nekaj pač malo drugačnega, se pravi v nek koncertni spektakel z pridihom vizualnega spektakla. Ko smo naročniku to predlagali, smo v bistvu samo špekulirali, da je ta zadeva izvedljiva, na kar nas je naročnik presenetil in potrdil idejo z koncertom. Največji izziv v tem mesecu in pol je bilo v bistvu bukirati tuj band, zaradi tega, ker vemo, da bookingi tujih bandov potekajo vsaj 4 mesece vnaprej. Za Gorilla Sound System smo se odločili zato, ker se nam je zdela to prava mišonga tega, kar v bistvu Sijol ponuja tudi v resnici kot svojo storitev. Ko imaš nekoga, ki nastopa v videospotih z animacijami in pa tudi na koncertu, se nam je zdel za brand kot ata na mamo. Jaz sem se predvsem ukvarjala s krovnim eventom, se pravi z osrednjim komunikacijskim orodjem, dogodkom. Ta dogodek v bistvu je bilo potrebno vnaprej zelo skrbno splanirati in časa za realizacijo je bilo, kot sem že rekla, izredno malo. Imeli smo dejansko mesec in pol. Najprej lansirali informacijo preko blogerjev in deloma forumov. O drugačnosti, nenavadnosti, svežosti, kreativnosti te kampanje mogoče še največ pove prostor, kjer smo jo lansirali z novinarskim dogodkom. To je bilo na strehi poslovne stolpnice Telekoma Slovenije. Udeležba je bila odlična, prišlo je več kot 35 medijskih hiš, na strehi Telekoma Slovenije se je trlo in Sidarte in Murata in Joesa in Olimpicev, Kozmusa, Žbogarja in novinarjev. Sledila je novinarska konferenca in s tem tudi objava spletnega mesta Vesolje veselja. Potem je sledil en zelo intenziven teden ali pa dva, kjer smo se dogovarjali z mediji za objavo napovednikov in drugih objav o samem koncertu. In si pri tem prizadevali nekako čim večjo množico pripeljati na precej nenavadno prizorišče, kjer smo dobesedno ustvarili nek fizični totem, kjer smo na Telekomovo zgradbo obesili največji možen plakat z najboljšo možno ponudbo. Bilo ful tehnično zahtevno narediti, ker nismo smeli nič vrtati, nič poškodovati stavbe. Pritrdili so ga prav posebni alpinisti, ki so bili zverzirani za višinska dela. Jaz sem bila tukaj predvsem zadolžena za oglaševanje. Sijol predstavlja Gorilla Sound System. K nam prihaja največji virtualni band vseh časov. Zato ne zamudite brezplačnega audiovizualnega spektakla z Gorilla Sound System in mnogimi domačimi zvezdami. Celo vesolje veselja, 5. september ob 20. uri na Slovenski cesti pred stavbo Telekoma Slovenije v Ljubljani. Sijol, vesolje veselja, Telekom Slovenije. Sijol predstavlja Gorilla Sound System. Vabljeni na brezplačni glasbeni spektakel 5. septembra 2008 ob 20. uri na ploščadi pred stavbo Telekoma Slovenije v Ljubljani. Sijol, vesolje veselja. Nacionalen projekt, da se reče, mislim, pač po moje vsak v Sloveniji že ve, kaj se bo dogajalo ta petek. Radio 1 vas vabi na jutrišnji veliki glasbeni dogodek. Na dvorišču pred poslovno stavbo Telekoma Slovenije na Cigaletovi 15 v Ljubljani. Tisti, ki bi radi dobili karte za VIP prostor, pošljite SMS, ključno besedo koncert, na katerem bodo nastopili Siddharta Billis, Private Parking, Murat and Joes in seveda spektakularni Gorilla Sound System. Mi pa vam ponujamo vstopnice v VIP zone območje. Ob 8. zvečer. Od tega je bilo nekaj naprednih satelitov, kjer si lahko prek svojega mobilnika oziroma na svoj mobilnik naložil ozadje, Gorilla so oziroma naše grafike. Potem smo imeli oglaševanje v kinodvoranah, močno oglaševanje seveda na internetu. Razni članki na različnih medijih. Veliki koncert se bo odvijal pred Telekomovo stavbo v Ljubljani. Ja, jutri bomo pa v naši prestolnici priča enemu največjih koncertnih spektaklov v Sloveniji. Nastopila bo namreč svetovno znana virtualna glasbena skupina Gorilla Sound System. Aktivnost na spletu, ki mi je najbolj presenetila svojo učinkovitostjo, je to definitivno Facebook, ki je požel ogromno
ogromno število prijav. Trenutno je številka več kot 1500, kar mislim, da v Sloveniji še ni bilo praksa. Tukaj pred mano imam milijon enih tiskovin, ki je sam v bistvu del vsega tega, vse njihove materiale, prodajna mesta, adaptirati. In tukaj govorimo o nakladah, mislim, v par 100.000 komadih teh letakov, plakatov, stojal, v glavnem oprema prodajnih mest. Če sam povem to, da smo mogli vse letake že ponatisniti, ker jih je že skoraj zmanjkalo v enem tednu. Zdaj, ko smo dobili v bistvu sam band, ko smo ga bukirali, je bil ogromen izziv postaviti celotno infrastrukturo na izredno nestandardno lokacijo. Se pravi, odločili smo se, da v srednji dogodek speljemo pod Telekomovo zgradbo, ki absolutno ni imela nobene primerne infrastrukture za izpeljavo tako ogromnega koncerta. Mi smo mogli predvsem zato začeti že en teden prej pripravljati, ker je dejansko toliko različnih objektov, začasnih objektov treba postaviti bilo. En del kompleksnosti je tudi bistveno sploh dobiti take velike ekipe, se pravi, kar se tiče in strehe, in ozvočanja, in kompletnega hardvera v Sloveniji, je skoraj vse tule na tem mestu. Potrebno je bilo arhitekturno vse skupaj preveriti, izrisati scenografijo, potrebno je bilo poskrbeti za varnost, potrebno je bilo postaviti ustrezen oder, vse skupaj uskladiti s tehničnimi rajderji bendov, ki so nastopali, potrebno je bilo zagotoviti ton, luč, skratka 1001 stvar. Seveda sodelujemo tudi s policijo, z varnostjo, zagotovili bomo varnostnike, 150 jih bo na prizorišču v času dogajanja. Livestream se bo predvajal na večjih platformah, stičišče še vedno ostaja spletno mesto Vesolje veselja. Poleg tega se bo pa predvajal tudi na mobilnih platformah, kar je še posebej dobro izhodišče za skupino Telekoma Slovenije, da izkorišča lahko vse platforme oziroma vse medije, ki jih ima na razpolago. Računamo, da bo jutri veliko obiskovalcev tudi preko spletnega mesta spremljalo sam dogodek. Probleme bomo sigurno še imeli, ko bomo začeli z tehničnimi, se pravi z zvokom in z vajami, ker bo okolica reagirala najbrž ne čist pripravljena na to. To vseeno ena zadeva, ki v Ljubljani ni to glih pogosta. En zelo pomemben del te kampanje so bili tudi odnosi z lokalnim prebivalstvom, namreč vse stanovalce okoliških ulic je bilo treba obvestiti, da bojo te zaprte in da bo pač se dogajal koncert. Edinstvenost tega projekta je vsekakor tudi v inovativnem mešanju vseh orodij komunikacijskega spleta. 150 do 200 jih je bilo samo v bistvu organizacijske ekipe, ki je delala praktično 1 mesec in pol 24 ur na dan, zaradi tega, da je lahko izpeljala tak dogodek. Moje delo v tem projektu je bilo glavno v bistvu teh 12 ljudi na nek način skupaj držati pa sebe, obdržati skupaj hkrati. Seveda pa potem po samem eventu sledijo takoj reportaže, fotogalerije, videogalerije, izkoristili bomo tudi celotne razne spletne medije in informacije širili dalje. Se pravi, naše aktivnosti se ne bojo končale 5.9. po eventu, ampak je to še postopek, ki ga bomo izvajali tudi v prihodnje. Jaz sem skrbela za branding, eno je plakat na Telekom stavbi in pa oprema prizorišča. Na nasprotni stavbi smo namontirali 2 svetlobna topova, ki v večernih urah od 8:30 pa do 6 zjutraj osvetljujeta plakat. Ko bomo pa cesto zaprli, bomo pa še na cesti tudi še do ostale stvari postavljali. Tisti del bo pa zelo zahteven, ker cesto lahko šele ob 3 zapiramo in od 3 oziroma do 6, se pravi, imamo zelo malo časa, da te zadeve se še dokončno postavijo. Mislim, da smo ta koncert organizirali v rekordnem času, v enem mesecu, od 15. julija do danes je v bistvu dober mesec. Projekt
Siol Vesolje veselje je bil eden izmed najobsežnejših projektov v zgodovini pristopa. Po mojem mnenju so bile na tem projektu vsi kanali in vsa orodja izkoriščena maksimalno. Spopadli smo se z dost izzivi, s katerimi prej še nismo imeli opravka. Ni vsak dan priložnosti, da bi dejansko delali neko tovrstno akcijo, tako da je bil v bistvu tudi za celotno ekipo na Renderspaceu in hkrati pristopu velik izziv. Mislim pa, da toliko, ko smo se tle naučili, da bomo lahko to plodno izkoristili tudi v prihodnje. Na samem projektu 12 ljudi stalno zaposlenih, na samem dogodku potem še 120. Kot človek, ki ustvarja dogodke, si v bistvu celo kariero želiš delati tak projekt. Mislim, da je to največji nacionalen projekt, kar sem ga jaz kdaj delala, pa tudi sploh v bistvu dosti mojih sodelavcev, tako da bo res ena dobra referenca. Mislim, da je to bogata izkušnja za vse nas in da smo veseli, da smo lahko na projektu sodelovali, da nam je Telekom to priložnost nenazadnje tudi dal. Na dogodku je bilo okoli 30.000 ljudi, ki so se neizmerno zabavali. Nekak apetit publike po tovrstnih spektaklih obstaja. 12.000 novih naročnikov, kar je približno tretjina več, kot smo planirali. In seveda tudi pač sami učinki kampanje, ki so zagotovo zaradi spektakularne ponudbe bili vesoljni, so tudi pač dokazilo, da mogoče kakšen trenutek nenavadnosti oziroma drugačnih, bom rekel, strateških stranpoti zelo prav pride.